mariborska koalicija razpada. Dom Danice Vogrinec brez direktorja. Za tujce cenejše smučarske karte. Festival sodobnih umetnosti tudi z umetniki iz tujine. Dober večer. Mariborski Desus izstopa iz mestne koalicije. S tem so dali jasen znak, kot so poudarili sami, naj župan Frank Kangler odstopi. Vsem mariborskim političnim strankam in listam še predlagajo, da takoj oblikujejo široko koalicijo za rešitev Maribora. Mariborski Desus je bil pomemben podpornik politike župana Kanglerja. Še prejšnji teden so njihovi elektori podprli Kanglerjevo kandidaturo za državnega svetnika. Danes pa so skorajda enotno, le en član mestnega odbora se je vzdržal, izglasovali izstop iz koalicije. To dovolj dober signal gospodu županu, da več nima podpore pri svojih najožjih. In mislim, da bo to razumel. Mislim, da je situacija taka, da bo župan po temeljitem premisleku v nekaj dneh odstopil. Desus ima v mestnem svetu 6 svetnikov, pomemben člen koalicije je še mariborska SDS z 8 svetniki. Njihov predsednik je sporočil, da bodo počakali na odgovor župana Kanglerja, medtem ko se jim zdi pobuda dr. Križmana, da razpustijo mestni svet, neprimerna. Opozicija pa vztraja. Neposredna odgovornost ima prav gotovo torej koalicija, objektivna odgovornost seveda tudi opozicija, da bi morali torej ta mestni svet razpustiti in izvesti tudi volitve v mestni svet. Desus je vse skozi bil trden člen interesne koalicije župana Kanglerja. Če bi ta korak storili nekoliko prej in se odlepili od te interesne klientelistične koalicije, bi mogoče lahko zmanjšali kakšno težavo v mestu. Župan Kangler po odhodu Desusa iz mestne koalicije na naše klice in sporočila ni več odgovarjal. Izvedeli smo le, da se namerava iz dopusta vrniti 10. ali 11. decembra. Po medijih in spletu je danes zaokrožila anonimka, češ da so znani organizatorji protestov v Mariboru. Med šesterico naj bi bili mariborski fotoreporter Marko Pigac, k protestom pa naj bi po avtorju anonimnega sporočila pozival tudi znan štajerski komik z Radia City, reporter Milan oziroma Matjaž Šalamun Šalca. Fotoreporter Marko Pigac pravi, da ni organizator protestov v Mariboru. To je zatrdil tudi kriminalistoma, ki sta ga dopoldne obiskala doma. Prosili so me, da nekako poskušam umiriti strasti, ker menijo, da imam velik vpliv. Poznate koga od organizatorjev? Ja, jaz poznam 110 000 Mariborčanov, to so organizatorji. Matjaža Šalamuna Šalce kriminalisti še niso poiskali. Zatrdi, da ni nikoli nikogar pozival k protestom. Če policija uporablja vsa ta sredstva pa vso znanje, za katero je plačana, potem me verjetno ne bojo klicali. Če pa tavajo v temi, morajo poklicati 10 000 ljudi, pa tudi mene. Drugih domnevnih organizatorjev nam ni uspelo priklicati. Saša Pelko pa je vpleteno za STA zanikal. Iz mariborske policije so nam potrdili, da so včeraj nekemu moškemu kot organizatorju shoda že izdali plačilni nalog. Medtem pa pobudnike protestov, kdorkoli že so, na Facebooku uporabniki podpirajo tudi tako, da objavljajo sporočilo: jaz sem organizator protesta. Novi protesti so v štajerski prestolnici napovedani že za v ponedeljek. Nanje ljudi pozivajo tudi z SMS sporočili. Ta prihajajo tudi s podpisi sindikata Skej. Ni med temi, niti med organizatorji, niti ne pozivamo in se ne opredeljujemo do teh protestov. Vodstvo Skeja opozarja, da je njihov poziv k stavki delavcev zaradi višjih plač v panogi očitno nekdo zlorabil. Vlada in sindikati javnega sektorja ravno kar začenjajo nov usklajevalni sestanek, na katerem bodo govorili o možnosti znižanja mase sredstev za plače v javnem sektorju. Vladna stran bo sindikatom med drugim predstavila tudi izsledke posamičnih sestankov ministra za javno upravo Senka Pličaniča z nekaterimi sindikati in vodstvi nekaterih organov. Poglejmo še druge domače vesti.
Protesti po Sloveniji se nadaljujejo. Po Mariboru, Ljubljani in včeraj Jesenicah se je popoldne začelo zborovanje proti politični eliti in županu Mohorju Bogataju v Kranju. Za zdaj se je zbralo nekaj čez 100 ljudi. Nezadovoljni so tako z razmerami v državi nasploh, kot tudi v Kranju, kjer županu zamerijo bogatenje z občinskim denarjem. So tudi proti elitam, ki razdvajajo ljudi. Geslo gorenjske vstaje je Ejga koncie. Demonstracije vse zaenkrat potekajo mirno, spremlja jih nekaj policistov v civilu. Poslanci Državnega zbora so popoldne začeli izredno sejo o pokojninski reformi. Amandmajem k zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je več kot 100, zato bodo poslanci gotovo izkoristili ves predviden čas za razpravo, to je več kot 6 ur. Za danes je načrtovano tudi glasovanje. Dopoldne so poslanci že razpravljali o paketu davčne zakonodaje. Največ prahu je dvignil predlog objave davčnih dolžnikov. Skupina Telekom Slovenije je v prvih 9 mesecih letos ustvarila za 596 milijonov evrov prihodkov, kar je 4% manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček pa se je zaradi izvedenih ukrepov za zniževanje stroškov zvišal za 11% na 41,9 milijona evrov. Opozorili so na padec prihodkov od klasičnih telekomunikacijskih storitev, kar je sicer značilno za panogo. Prodaja 51% deleža Zavarovalnice Maribor se približuje koncu. Uprava Nove kreditne banke Maribor je pismo o ekskluzivnosti v postopku prodaje poslala po Zavarovalnici Sava in jo tako izbrala za edinega potencialnega skupca, s katerim se bo pogajala o prodaji. Rok, v katerega naj bi končali pogajanja in sklenili pogodbo, je 21. december. V ostrem boju za odkup večinskega deleža druge največje slovenske zavarovalnice je za zdaj zmagala Pozavarovalnica Sava. Ta sicer že ima v lasti skoraj 49% mariborske zavarovalnice in je edina, ki je svojo namero tudi javno razkrila. Medtem ko sta se neuradno za nakup potegovala še avstrijska zavarovalnica Grave in KD Group. Zdaj imajo 21 dni časa za pogajanja. Računam, da bomo se prej odločili, ali gremo naprej ali ne. Mi se pogovarjamo tudi o pogodbi o sodelovanju, o tako imenovanem bank assurance. Tu ni dileme. Banka želi svoj delež v Zavarovalnici Maribor prodati po najugodnejši ceni in pa seveda hkrati tudi zagotoviti, da bo novi lastnik tudi skrbel za zavarovalnico naprej. O ceni ne želijo govoriti, a neuradno ne bi se gibala do 70 milijonov evrov. Gre za dobro naložbo, ki prinaša kapitalsko moč, povečuje tržni delež in sinergijske učinke za obe zavarovalnici. Je prepričan Ivanušič, ki meni, da s tem postanejo pomemben igralec na Balkanu. Nakup pa bo Sava financirala iz lastnih virov in svežega kapitala iz dokapitalizacije. Ta pa najverjetneje ne bo potrebna za novo KBM, če bodo zaključili s prodajo Zavarovalnice Maribor in odkupom dela podrejenega dolga banke. Mi smo jo pa na skupščini razpisali za vsak primer, če te transakcije, ki sem jih omenil, ne bi bile speljane pravočasno. Preden pa bo kupčija sklenjena, mora Pozavarovalnica Sava pridobiti še soglasje Agencije za zavarovalni nadzor in Urada za varstvo konkurence. Zapleti z imenovanjem novega direktorja Mariborskega doma upokojencev Danice Vogrinec se bodo, kot kaže, vendare razrešili. Mariborski mestni svetniki so na včerajšnji dopisni seji podprli oba kandidata. Dosedanjega direktorja in Jasmino Gruden, sicer direktorico Lenarškega centra za socialno delo. Ker se že v ponedeljek dosedanjemu direktorju doma Danice Vogrinec Marku Slaviču izteče mandat, ga je svet zavoda na današnji korespondenčni seji potrdil za vršilca dolžnosti. Zdel se nam je najprimernejši kandidat, s tem so se strinjali tudi člani sveta, glede na to, da je treba tekoče delo opravljati in so seveda odprte marsikatere zadeve in tudi postopki razni in je prav, da se pač delo nadaljuje tako, da se pač ne občutijo neke posledice tega. To je svetu zavoda sicer predlagalo tudi pristojno ministrstvo. Kot so v odgovoru še zapisali, želijo s tem zagotoviti tudi izpeljavo vseh potrebnih postopkov za imenovanje direktorja. Časovnih rokov tukaj ni določenih, ampak seveda računamo, glede na to, da smo imeli že dovolj, bom rekla, nekih problemov v vezi s tem, da so postopki že dolgo odprti, pričakujemo na zelo razumno in objektivno rešitev in pa pričakujemo čimprejšen odgovor. Kot je znano, je socialna inšpekcija po nadzoru v domu zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti ministrstvu poslala predlog za razrešitev dosedanjega direktorja. Ta vse očitke ostro zavrača, saj so, kot pravi, dobesedno privlečeni za lase, zato proti inšpekciji že napoveduje tožbo.
Na okrajnem sodišču v Lenartu v Slovenskih Goricah so danes zaman čakali nekdanjega župana in nepovezanega poslanca Ivana Vogrina. Obtožni predlog mu očita zlorabo položaja, ker je leta 2006 brez sklepa občinskega sveta dal natisniti monografiji za lastno promocijo, s tem pa je občinski proračun osiromašil za slabih 60 000 evrov. Vogrinu, ki mu je tudi državni zbor odvzel imuniteto, grozi do 3 leta zapora. Ivan Vogrin, ki je v času svojega županovanja veljal za enega bolj inovativnih na področju lastne promocije, bo kot kaže zaradi samopredstavitve s pomočjo občinskega denarja moral sesti na zatožno klop. Ko je naročil izdajo knjige, za katero je ravnal tudi v nasprotju z določili zakona o javnih naročilih, saj je sklenil neposredno pogodbo z izvajalcem, prav tako pa je pogodbo sklenil brez predhodne odobritve občinskega sveta. Vogrin, ki naj bi s tem za lastno promocijo ob koncu svojega drugega županskega mandata občinsko blagajno osiromašil za slabih 60 000 evrov, je že ob izidu monografij naletel na neodobravanje občanov. Okoliščine pa so privabile tudi pozornost organov pregona. To je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Epilog slednjega pa je vsaj zaenkrat še negotov, saj se Vogrin, ki ga je na stalnem in začasnem bivališču iskal tudi sodni vročevalec, izmika vabilu. Imam občutek, da je to po neki slovenski navadi ratalo v zadnje čase. Sicer je pa slabo seveda za sodni proces in postopek, ker se očitno se bo vlekel in dela samo stroške. Naslednji narok je razpisan čez slabe 3 tedne in če obdolženega ne bo, ima sodišče možnost, da ga prisilno privede. Sicer pa nepovezanega poslanca bremenijo tudi poslovne goljufije vezane na njegovo gospodarsko aktivnost, a vse zaenkrat o zahtevi za preiskavo še ni bilo odločeno. Na večini slovenskih smučišč še izteka predprodaja smučarskih vozovnic, ko je bilo mogoče vozovnice dobiti do 30% ceneje. Mariborčane pa je razjezila ugotovitev, da morajo sami za sezonsko karto za smuko na Mariborskem in Areškem Pohorju plačati 3-krat toliko kot Hrvati. Novost na mariborskem smučišču je sezonska karta Mariborčanka. Za 300 evrov ponuja nočno smuko od torka do sobote ter 10-dnevnih smuk. Mislimo, da smo dobili definitivno novega kupca, ki nima časa toliko krat smučati, koliko krat ti to omogoča sezonska klasična vozovnica. A Mariborčanka v predprodaji ni privabila kupcev. V bistvu jemljem karto, vedno tole letno karto. Ima takšne termine, tele nočne smuke, pa to vse skupaj, to ni toliko aktualna zadeva, koliko je vse ostale stvari. Potencialne kupce pa je zelo razjezilo, ko so izvedeli, da bodo lahko Hrvati od prihodnjega tedna naprej podobno karto kupili kar 200 evrov ceneje. Na prvi pogled mogoče res zgleda tako, vendar je karta Zagrebčanka namenjena izključno hrvaškemu trgu, kjer je pa tudi sofinancirana iz strani naših poslovnih in medijskih partnerjev. V Sloveniji jim sponzorjev za podoben projekt še ni uspelo najti, a vseeno je cena, po kateri domačinom ponujajo karto Mariborčanka, zelo dobra, so prepričani. Proti Zagrebčanki se mi seveda zdi ugodna, vkolikor bi izhajal iz tega, da sem doma v Mariboru, da lahko praktično grem peš na smučišče, tako da nimam nobenih stroškov. Domačini so še vedno najbolj zvesti obiskovalci Pohorja, največ je rednih smučarjev, ki prisegajo na klasične sezonske karte, s katerimi imajo dostop na vsa pohorska smučišča kadarkoli. Kosovo je najmlajša evropska država, ki pa se svojo kulturo predstavlja tudi v programu letošnje Evropske prestolnice kulture. Njen glasnik je bil sinoči pianist mlajše generacije, ki je koncertiral v mariborski Kazinski dvorani. Da je klavir njegov prijatelj že iz otroštva, se mora Minan Brveniku zagotovo zahvaliti svojima staršima glasbenikoma. The sound was so warm and so captivating, and that at the age of 7 or 8 I said to my father, this is it, I will start with the piano and this is my dream. Po začetnih glasbenih korakih v rodni Prištini je ta leta 1992 rojeni glasbenik nadaljeval šolanje na Dunaju. Svoj prvi mednarodni debi je imel prav v Sloveniji, v Mengšu. They were so warm and so accepting that I was like 15 years old that time, and I was really, really happy to be in Slovenia and to receive such energy from the public. It's very hard for me every time when I ask this question to myself. Yeah, but I would say probably Brahms is the first in the first place of the list, and probably
Chopin, Schubert, and Beethoven also. Brahms just has this intimity that actually can explode, but not in a very noisy way. Mariborskemu občinstvu, med katerim pa ni umanjkalo niti njegovih sonarodnjakov, se je med drugim predstavil z deli Haydna, Ravela in Chopina. Spremljal pa ga je tudi mariborski solist Alfons Kodrič. I have the chance to visit this wonderful, beautiful city, and on the other side be a part of a very, very big organization, which gives me a pride, actually. S projekcijami videoinstalacij in performansov umetnikov iz tujine se je sinoči začel jesenski del 17. festivala sodobnih umetnosti Performa. Video dela bodo do sobote na ogled v galeriji Media Nox. V organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor bo festival ponudil še ustvarjalna dela umetnikov z področja literature, gledališča in plesa. Video Performa se je kot programski del Performe vzpostavila pred 4 leti. Poudarek je na multimedijsko zasnovanih delih različnih umetniških žanrov in praks. Leitmotiv tokratnih video umetniških del je angažirana umetnost. Letos sem se trudil, da bi zajel en spekter performansov, ki so bili v javnem prostoru in so imeli nek aktivistični naboj, ne samo umetniškega, ne samo estetskega, ampak predvsem aktivistični naboj. Nastajajo številna umetniška dela, ki se odzivajo na realno okolje, na dejanske probleme in situacije. To je tako imenovana angažirana umetnost. Festival Performa se v svoji 17. izdaji posveča performativnemu v literaturi. Performance je kot festival od sorodnih festivalov, ki se ukvarjajo s performancem, morda razlikuje predvsem po tem, da nas ne zanima predvsem performance na področju uprizoritvenih umetnosti, ampak da nas zanima tudi performativno na področju glasbe, likovne umetnosti, videa, fotografije, glasbe in pa, kot je poudarek letos, torej na področju literature. Performa se bo zaključila v soboto s premiero dokumentarnega filma o projektu Intelektualne kurbe, ki so ga pripravili v pomladnem delu festivala. Obračuna 4 najboljših slovenskih rokometnih ekip v državnem prvenstvu sta dobili višje uvrščeni. Igralci Celja Pivovarne Laško so premagali Koprčane, Velenjčani pa Mariborčane, čeprav so imeli slednji možnosti za zmago vse do 54. minute. Takrat bi lahko izenačili. A ker je vratar Velenjčanov Gajić, tako kot še nekajkrat kasneje, izredno posredoval, skupaj zbral kar 18 obramb, se je razlika hitro povišala na 6 zadetkov in se po 60 minutah igre zaustavila na 5. V zadnjih 6 minutah so Mariborčani dosegli le en zadetek, Velenjčani pa 5. Na našo srečo mislim, da smo tudi dovolj izkušeni in da smo na izkušnji dobili danes to tekmo. Težko držimo to nek visok nivo, vso tekmo, ampak vemo, da moramo pač se boriti 60 minut in čakati tistih 10 naših minut, da naredimo malo razlike. Res so padci, ki se ne bi smeli dogajati, ampak glede na to, kako natrpan urnik imamo, je to povsem pričakovano in razumljivo. O povečanem pritisku na mariborsko obrambo priča 6 velenjskih 7-metrovk. Mariborčani so prišli le do ene. Tekmo si bo po povečani igralni minutaži in 3 zadetkih zapomnil Špende, ki so ga Velenjčani posodili vijoličastim. Mogoče me je trener dal, ker sem bil dodatno motiviran, mi zaupal, ker vem, da prejšnjo sezono sem odigral dobro proti Gorenju. Mogoče mi zaupal, pa mi dal minutažo večjo, kot ponavadi. Tokrat trener Rumenih tam še ni bil osredotočen le na igro svojih rokometašev, ampak tudi na igro mariborskih, saj je v ekipi kar 6 igralcev, ki so na nek način povezani z velenjskim rokometom. Vsi ti naši igralci, bom rekel, izjemno dobro delajo po taktirku. Marka Šibile, nekaj jih je tudi po drugih klubih, tako da budno spremljam njihov razvoj, veseli me, da dobivajo priložnost in to je glavno, se pravi, da se kalijo, da dobivajo kilometrino in da potem lahko čim bolje oziroma enakovredno, da nadomestijo vse tiste ase, ki po tej sezoni odhajajo v tujino. Vse 4 najboljše slovenske ekipe bodo ta konec tedna aktivne v evropskih pokalih. Velenjčani in Celjani bodo igrali Ligo prvakov, Mariborčani in Koprčani pa zadnjo tekmo kvalifikacij za igranje v Evropski ligi.
V Generalni skupščini Združenih narodov bo danes zgodovinski dan za Palestince. Države članice bodo glasovale o resoluciji, ki bi Palestini v svetovni organizaciji dala status države nečlanice in ji tako tudi priznala državnost. Kljub nasprotovanju ZDA in Izraela bo višji položaj Palestine po pričakovanjih podprlo več kot 150 držav. Sledijo druge tuje novice. Haaško mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je oprostilo vseh obtožb bivšega kosovskega premijeja Ramuša Haradinaja. Haradinaj, bivši poveljnik Osvobodilne vojske Kosova, je bil obtožen vojnih zločinov med spopadi na Kosovo v letih 1998 in 1999. Na Kosovu so nad odločitvijo navdušeni, v Srbiji pa ne skrivajo razočaranja. Rusko sodišče je omejilo dostop do posnetkov ruske punk zasedbe Pussy Riot na svetovnem spletu. Po oceni sodišča je bila zlasti punk molitev v moskovski katedrali, ki je bila uperjena proti predsedniku Vladimirju Putinu, ekstremistična. Zato se je sodišče odločilo ukrepati. Kakih 200 km zahodno od gvatemalskega glavnega mesta Ciudad de Guatemala je izbruhnil ognjenik. Dim se dviga do 5 km visoko. Zaradi oblaka pepela imajo številni prebivalci težave z dihanjem, oblasti pa za zdaj še niso ukazale evakuacije ljudi, ki živijo v bližini ognjeniške gore. V New Yorku je že novoletno vzdušje. Sinoči je pred Rockefellerjevim centrom zažarilo 30 000 pisanih lučk na preko 26 metrov visokem božičnem drevesu. Slovesno prižiganje lučk na božičnem drevesu na Manhattnu poteka že vse od leta 1993. Slovesnost pa vsako leto spremljajo koncerti znanih glasbenikov. Letošnje božično drevo naj bi si vsak dan, vse do 7. januarja, ogledalo preko 750 000 obiskovalcev centra. Oblačno bo s padavinami, tudi ponekod po nižinah bo občasno snežilo, hladneje bo, ob morju bo pihala zmerna burja. Temperature bodo tudi že pod ničlo, pa do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno in po večini suho, burja bo nekoliko oslabela. V nedeljo bo oblačno s padavinami, po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo. Nekatere reke, predvsem na zahodu države, poplavljajo, na vzhodu pa se tokrat tega po napovedih vremenoslovcev ni treba bati. Hvala za pozornost in nasvidenje.